S posnetki se bomo najprej vrnili v leto 2006, ko sta Celje in Koper na areni Petrola odigrala doslej edini pokalni finale. Po remiju z 1:1 so Kopru zmago prinesle 11-metrovke. Zmagovito je dosegel Mladen Rudonja in Kopru priboril prvo pokalno lovoriko. Naslednje leto so bili Koprčani zmagovalci še enkrat, 2 leti pozneje so pokalni finale izgubili. Celjani so doslej igrali finale 7-krat in zmagali enkrat. V pričakovanju drugega koprsko-celjskega dvoboja za pokalni naslov pa 2 osebni zgodbi. Nista najstarejša člana pokalnih finalistov, ta čast pripada celjskemu vratarju Amenu Mojčinoviću, sta pa Ermin Hasić in Sebastian Gobec, 2 najmarkantnejša nogometaša ekip, ki se bosta pomirili za 24. pokalno lovoriko. Sebastian je obenem rekorder po številu prvoligaških nastopov, Ermin Hasić pa je najboljši strelec med vratarji. Na prvem koprsko-celjskem dvoboju za pokalni naslov Ermin in Sebastian nista bila tekmeca. Koprski vratar se je takrat vrnil iz tujine in bil na tribuni. Takratni celjski kapetan pa je bil tragični junak, saj je edini zgrešil najstrožjo kazen. Ampak tak je nogomet, enkrat daš, enkrat ne daš, sploh penali so loterija, tako da sigurno, ko začnem brskati po spominu, se spomnim te tekme zelo dobro. Ja, tekma je bila kar infarktna, bom rekel. Rezultat je bil 1:1, ampak po 11 metrovkah smo se mi veselili takrat zmage. Pred novim nastopom v finalu so mnogi mnenja, da bo Koper pod večjim pritiskom, saj mu je pokalna lovorika edini izhod v Evropo. Prije določena tekma, ki si ekipa želi zmagati, si želi osvojiti ta pokal in dvigniti kanto gor. In tako kot si bomo mi želeli, jaz mislim, da si bodo tudi Celjani želeli osvojiti ta pokal. Sigurno smo pod pritiskom, vsak športnik je pod nekim pritiskom, ki si želi tekmo zmagati. Vsaka tekma ti nosi pritisk in mi se s tem že letos, ker smo se že velikokrat obadali, v bistvu že kar v prvenstvu, tudi v polfinalu pokala je nek pritisk, tako da smo s tem že malo, ne bom rekel navajeni, ampak vemo, kako to izgleda in jaz mislim, da v Kopru ne bo nič drugače, kot pa recimo proti Mariboru povratna tekma doma. Še eno ugibanje je pričakovati odprt nogomet ali previdno tekmo z iskanjem napak nasprotnika. Mi vemo, da bomo šli v tekmo tako vsako drugo tekmo, da bomo šli igrati našo igro, se pravi, da bomo šli kombinatoriko, hitri protinapadi, z neko proba dati gol več od nasprotnika. Vseeno je to finale in treba malo vzeti tudi z rezervo, da ne bo nobena ekipa šla brez glavo v napad in dati gol. Mislim, da bo prej bila, da ga ne dobijo, da se ga ne dobi in pol iz protinapadov poskušati dati gol. Pa spet osebna nota priprav na velike tekme. Je kaj posebnega, ko se bliža odločilni dvoboj ali gre za običajno rutino? Mogoče je malo večja koncentracija, mogoče je tudi malo več razmišljaš o tej tekmi, ampak konec koncev, ko pride tekma, v bistvu nimaš, ko stopiš enkrat na igrišče, te stvari poniknejo in greš v tekmo, da probaš odigrati čim boljše. Pred vsako tekmo je treba, tako da to ni danes na jutri, danes boš branil, jutri ne boš branil, ali pa tudi če imaš 300, 400, 500 tekem, če si pravi športnik, vedno imaš tremo. Izkušena nogometaša, ki sta na pragu slovesa od aktivnega igranja, imata rekorda, ki ju bo težko doseči. Preverimo, koliko se dolgoletna tekmeca poznata po tej plati. Sebastian, koliko prvoligaških zadetkov je dosegel Ermin Hasić, ki je streljal 11-metrovke? Vem, da je streljal zelo dober penala, tako da jaz mislim, tam je ena številka blizu 10 do 15. Odgovor je 10 in še Ermin, ki bo ugibal, koliko prvoligaških nastopov je zbral Sebastian. Mislim, da okrog 450, tu nekje, če ne še kaj več. Ja. Od 450 gor bom rekel, tu je 408. 486 je točna številka in takoj se ponuja vprašanje, ali je želja doseči 500. nastop. Ne, ni mi cilj, sploh ne študiram v tej smeri. Nikoli ne veš v življenju, kaj ti prinese naslednji dan, tako da res živim za vsako naslednjo tekmo, vem, kakšen mi je status v klubu, tudi počasi se izteka moja kariera, tako da o tem res ne razmišljam. Kako pa o prihodnji in naslednjih sezonah razmišlja koprski vratar? Bomo videli, kaj bo ponudili klubu, kaj se bomo zmenili, če se bomo zmenili, če me rabijo. Lahko pa bo tudi še ena sezona, tako da bomo videli. Pustimo vse, odprte vse opcije.
Eden od njiju bo torej nogometni karieri dodal pokalno lovoriko, eden od njiju se bo spominjal zapravljenih priložnosti. Ampak, kot pravijo vsi, negotovost je ena glavnih privlačnosti nogometa in za marsikatero popestritev sta v dolgoletni karieri poskrbela tudi Ermin in Sebastian.